Vodnik, ki vzame, prejme skupino za vodenje, ki se mu zaupa v vodenje, pričakuje od njega, da jih bo v pravem času opozoril na nevarnost, v pravi čas uporabo opreme in tudi, da gleda na odnose v skupini, medsebojne odnose, ker vsi pohodniki, a grejo z gorskim vodnikom, a grejo društveno, pričakujejo neko lepo doživetje tisti dan. In to je varna hoja, lepote narave, ki jih vidijo, pa lepi spomini na medsebojne odnose druženja med turo. Zaposlen sem bil v Železarni Ravne, sicer v svojem strokovnem delu, ampak so bili organizirani jeklarski pohodi železarjev, katerim sem se pridružil zaradi veselja gibanja v gorah. In na teh izletih sem tudi opazil, da bi bilo potrebno še neko dodatno znanje za delo z ljudmi. In ko se je ponudila prilika 80. leta za udeležbo na tečaju, sem se prijavil. In na tem tečaju za vodnike, planinske vodnike, sem pričakoval, da bom tista potrebna znanja za delo z ljudmi dobil. Ker je to odgovorno delo za ljudi, ki se človeku zaupajo, da bi šli z njim na gorsko turo ali planinsko turo. Srčno sem to jemal, to delo, potem skozi naprej in to srčnost tudi pri izobraževanju poskušal prenašati naprej na tečajnike. Planinsko vodništvo je v Sloveniji sorazmerno dobro razširjeno, je potrebno za varno vodenje ljudi, ki so se odločili za gibanje v naravi, da jih pa s svojim znanjem tudi poučijo med pohodi, da se znajo varno obnašati v naravi pri svojem gibanju. Kot prostovoljni vodnik se počutim zelo v redu, po vsakem pohodu ostanejo prijetni občutki. Če bi še enkrat začel s planinstvom, bi na enak način. Najlepši so spomini, ki jih ohranjamo po opravljenih delih. Planinstvo je izredno koristna prostovoljna dejavnost. Z gibanjem v naravi si pridobimo lepe občutke pri srcu, z gibanjem pa krepimo tudi telo. Psihofizično stanje našega telesa je v najboljšem stanju po teh aktivnostih.